Ok. Človek je posebno bitje v kozmosu in na Zemlji. Je potencialni Bog. Mora razvijati v telesu svojo duhovnost. Samo noter je ključ za razumevanje. Od zunaj je pa ogromno ključev. Tudi ta naprstnik, ki vidite, je prst po slovensko, po hrvaško prstac, iz otoka Brača. Fenomenalna školjka, ki rije v kamen in živi od kamna in planktona. Jaz sem pred leti tudi oblikoval eno tako ščipalko, da se lahko ga je pobrala s kamna ven. Tega pa zdaj tukaj nimam. Otok Brač. Otok Brač je poseben. Ta kamen je z Brseča. Ni ne krog, ni ne jajce, ampak je med jednim in drugim. Morje ga vrti iz ene strani, notranje morje in zunanje morje in pride do te oblike. Stari Egipčani so to obliko imeli za boga sonca, vendar je bilo pozlačeno. To je pa naraven kamen iz otoka Brača, Brseč. Skrivnosti so v školjkah izredne, v kamenih ostankih, to je Nautilus, kamniti, vidite, ko Zemlja dobi luno, v začetnem movimentu kreacija živega bitja. To so ostanki 300 milijonov let, Nautilusu, jih dobimo različne velikosti. No, starost je v škaljkah in starost je tudi v razvoju. Tudi ta školjka je nekaj posebnega, ima ravno tako zavoj. Vemo, da na tem je tudi Tapio Virkala študiral, moj prijatelj iz Finske. To je pa kos iz študije Tutankamona, prav iz groba. To je pa iz našega vrta, iz Marmoljevega vrta, en poseben kostanj, ki je imel 3 kostanje, 3 boke. Najdemo fenomene na našem koncu, pred stičišču Soške doline, Vipavske doline in Nadiže. Prelomnice geološke, kjer je na 1000 metrih globoko, tukaj prav zraven Mirna, se kliče dol, ker je dolni materiali in med njimi dobimo silicij in dobimo na Vipavi tudi ogromno orodij. Iz tega materijala, iz silicija, so naši predniki delali orodje. To je izredno trd. V novejšem času je nekaj kamnolomov propadlo prav zaradi tega koščka, ki je v kamnu. Diamant je kar odletel. No, stičišče zelo lepo je tudi seveda naša Idrija. Ostanek živega srebra, fosiliziranega v tej obliki. To se pravi, da živimo na stičišču izrednih zanimivosti, geoloških, ki tvorijo oblike, tudi živa bitja, kjer se pojavi posebna bisernica, sicer iz Turčije, kjer ima ogromno kamenčkov in tam se oblikuje cela kolekcija biserov. Samo ranjena školjka lahko rodi biser. Fenomen oblike, fenomen razumevanja morja, kulture kopnega. No, vse te raziskave, to jih je samo nekaj malega. Jaz jih poskušam razumeti s civilizacijami, svetovnimi civilizacijami, tudi zlasti našega Hallstatta, to se pravi predzgodovine, bi se lahko reklo,
kjer prihajamo tudi do hiperborejcev, katerim pripadamo. To se pravi, to so pred civilizacije, pred rimskim in grškim civilizacijam. Civilizacija, ki je nam še nedostopna, jo pa raziskujemo, kjer pravzaprav naše stare korenike izhajajo iz tega. Mi bi se morali veliko naučiti, kaj pomeni razvoj, kaj pomeni oblika, kako vpliva oblika na človeka, pozitivno ali pa negativno. V glavnem, naša galerija se izdeluje izdelki, ki izhajajo vseh teh raziskav, se pravi oblikovno, likovno iz starih civilizacij, nam dostopne, kjer prihajamo tudi do pravzaprav kulture roke, kulture prsta, oblikovanje z čutenjem energetskim, ki je zunaj nas in v notranjosti. Glavno izpričanje je tisto, ki se ga ne da izpričati z besedami, ampak je pravzaprav skrivnost, misterij človeka. No, s poznanjem avatarja nam je stvari so bile bolj jasne. Seveda, polet človeka v duhovnost pomeni polet človeka v duhovno življenje, ki je bistvo našega življenja. Razvoj fizičnega telesa, razvoj duhovnega telesa in prehod v onostranstvo. Naši predniki so zapisi 3000 let stari iz kulture Etruščanov, Venetov, da je potreba preobrat v tem trenutku, povrniti se k bistvu, k koreninam našega praljudstva, pračloveka, k iskanju svetlečih točk božanskega bitja. Človek je Bog v potencialnosti. In so avatarji, ki so reinkarnirali bogovi na zemlji v človeškem telesu. In to dokazujejo. Moj največji učitelj so bili moji profesori, moja družina, po mami, po očetu, Kogoj Budkovič, profesori iz ljubljanske šole, profesori iz Križank, profesori iz beneške šole, kateri tudi mi pripadamo. In vsi govorijo vedno to, kar sem ponovil. Iščimo to, ampak moramo udejaniti. Vsako dobro stvar je treba udejaniti. Slavo pa moramo kar več ugibati.